Peter me je klical. Ja. In ne bo knjige. Kako ne bo knjige? Ja, bojo do praznikov. Knjiga bo, sam bo šele po novem letu, po Božiču, ne vem kdaj. Pa se je vedel, da rabimo knjigo pred Božičem. Nam po 24. knjiga ne pomaga. Neči, jaz to vem, Peter to ve, pol se trudi, kliče tega knjigoveza, ne dobi ga. O, Bog, zakaj vedno ta stresej? Čist vedno isto, prav tako. A lahko enkrat ene praznike, da imamo mi vse do časa in da sam vse štima? A je to preveč pobožno? It's ni še prepozno, ni še Božič. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Imamo jih! O moj bog, ful velik stresa, ampak na koncu imamo novo kuharico, moji najljubši mamini recepti 2. Nikoli ne gre čist brez stresa, ne? December je bil nasplošno, je bil lep, ampak je bil tudi stresen. Vse je kazalo, da ne bo prišla do časa za darilca, ampak tukaj je in jaz lepam tele mašance, pentalce, ker moji prijatelji bojo letos za božička od mene dobili novo izdajo kuharske knjige, mogoče tudi kakšen plener seveda, ampak basically dobili bojo same moje stvari. Vem, malo lame, malo mogoče tako na prvo žogo, ampak jaz pač nisem, ne da nisem imela časa, nisem imela energije hoditi naokol in iskati darilca, tako da it is what it is. Mogoče bom po tem božiču označena za najslabšo prijateljico, ampak ne, v bistvu ne bom, zaradi tega, ker, a vam povem čisto pravic, ful sem ponosna na projekt, ful so noter hudi slastni recepti, tako da ne. V bistvu je to prav super darilo. Zraven bojo dobili še kakšno čokolado in to je to. Super darilo imam. Tako. Voila, I love it. Ljubčki, dobrodošli na kanal, sploh ne vem, če sem vas pozdravila. Tole je decembrski vlog. Jaz imam občutek, da sem v decembru bila zelo pridna in da sem kar precej vlogala. Nasplošno je bil december zelo lep. Najprej lep. Če sem pa lahko iskrena, je bil pa tudi zelo stresen. Je bil stresen, je bil deloven. Se mi zdi, da se nekako promovira in prodaja to, da naj bi si vzeli čas za naše najljubše, najdražje, naj bi se malo umirili. Se mi zdi, da je vse kontra od tega, se pravi, časa imamo vedno manj, vedno manj smo mirni, ne. Vedno bolj smo v stresu in nismo toliko zelo mirni, tako. Tako da, ne vem, poanta se mi zdi, da še zmeri bi mogla biti, da točno na tem, da si vzamemo čas zase, za naše drage, za družino, za prijatelje. Ampak na koncu izpade to se mi zdi tako, da hočemo biti na vseh področjih dobri, in dobri prijatelji, in dobre žene, in starši, in hkrati tudi pač je treba posel furati. Tako da, če sem lahko čisto iskrena z vami, sem kar utrujena in psihično in fizično. December bil si lep, ampak čas je, da počasi greš. Pred vami seveda je en lep decembrski vlog, da ne bom s telim introtom predolga. Dajmo skočiti v vlog in uživajte. Delali bomo venček, jutri je prva adventna nedelja. Venček smo kupili, je iz prave smreke. Tako, okranclali ga bomo pa sami. S tem vsem, ja. Make-up video, glavnem delamo. Make-up video. Tudi bomo dali tele medvedke gor. In enega bomo ama, tako, enega. Kje pa so sveče? Kako je nekdo dobre volet. Pa zvezdice. Mama. No, greva še tukaj. Mama bi pa hotela še kakšno tole. Boš tudi ti pogledala? Izvoli. Lahko daš tatiju, da jo nalepi.
Tako, odlično. A tam nalepim? Kam pa? Tukaj, vse grejo tukaj. Naš letošnji adventni venček, dame in gospodje. Kam se je ta zaletel? Aha. Bunko, zdaj leti dol zvenč. V to rdečo bunko se je zaletel in zdaj je skrenil saputa. Love it! Na poti smo, 1. december. Hello, nedelja je. Mami je zjutraj poklicala in rekla, a gremo na Miklavžev sejem, ki je v Stari Gorici. In smo se oblekali in zrihtali in se peljemo na Miklavžev sejem. Plan je, se pravi, vse skupaj je bilo zelo spontano, tako da je plan, da smo zelo na easy, gremo malo po stojnicah, gremo najdeti kaj dobrega za pojest in gremo otvoriti december, tako ko se zagre in spodobi. A misliš, da ti bo Miklavž kaj prinesel? Ja. Jaz tudi mislim, da ti bo eno palco, eno tebe boriti. Malo bomo kupili limonic, pa malo mandarinic, pa mogoče tudi pomaranče. A pomaranče tudi? Ok. Ajda, pa jaz si kjer je fragola. Ej, vibe je. Prav vibe je. Je samo mazan. Posod. Bravo! It's time! A veš, kaj je fora? Že ne ve, kaj je fora, ker nima Instagrama in nima TikToka in nima vseh teh omrežij, da bi lahko vedel. Basically vsako leto Mariah Carey pove, kdaj je time, da začnemo z božičnimi pesmimi. A veš, ker ima ona All I Want for Christmas is You. No, in letos je tako napovedala, da je pač tako zapela, veš, ona ima ful te visoke note zadane, tako It's time! In pol počijo vsi kozarci. 2. december je, ljubčki, plan je bil, da postavljamo sprejko včeraj, ampak včeraj smo šli na Andrejev sejem, ne reče se Miklavžev, sem včeraj rekla Miklavžev sejem, na Andrejev sejem, kjer je bilo fenomenalno, na koncu mi je pol baterija že crknila, tako da vam nisem mogla vsega pokazati, ampak pravim že, da smo itak ful veliko posneli. Se ne moraš vsega pokazati, samo teaser moraš narediti. Ja, zelo je bilo dobro, zelo smo dobro jedli, pacice so bile fenomenalne. Ne vem, sam če oni videli do časa, da grejo pogledati. Ne bojo videli do časa, naslednje leto pa definitivno super ideja. Tako da, no, hočem reči, da to smo prestavili postavljanje smreke na 2. december. Čeprav je naša tradicija 1. december. Katastrofa. Ta mala spi, Anže bo zdaj na hitro postavil smreko, pač koliko hitro se to da narediti, in pol, ko se bo zbudila, jo bo ona pomagala okrasiti. Opa! Tako. Ne prid slepo snet, slej dober. Nova. Take 155. Ja, ta ti jo ne gre tole, miši.
Vmes je izgledalo tako, kakor da je plunil to petlo gor na smreko. Ne pa, kakor da se je trudil jo prevezati. Ne vem, zakaj dajemo pentlo gor. Evo, zdaj je vredo. Joj. Evo. Odlično, ratal s skupnimi močmi. Ne skupnimi. Evo. Zarit me šlata. Še vedno vsi čudno gledajo, ko ljudje vlogamo. Anyway, mama in tata sta out, 3 ure mava, da greva na brunch, da se mal pocrklava in pa misijo mava, ker je dan zvečer Miklavž, da najdeva za ta malo, za najno hčerkico, eno super darilce. In kaj moram jaz? Ti moraš biti pa Prešerne, dobre vole, mene zabavati, plačati južno, ne pozabiti na Miklavževo darilo za mamico. A ni Prešeren bil skozi malo tako žalosten, da je take pesmi pisal? No, ti imaš skozi en tak pameten odgovor, tako da ti si moj Prešeren. Bežva. Kot radam špangice na enih črkici. Aj cute? Ja. Prosim naprej. Evo, Leskovar je zadolžen za izbiro, mislim, je bil zadolžen za izbiro, zgleda pa res vse. Pa so dali samo jajček. To bi mogla nazdraviti, takole čunk pa. Ja, so že nazdravila s prosekom. Dobro zgleda. Še ena, pa zdaj še ta največja. Opa. To bo pa res en lep snežakec. V Hoferju sem mi kupila tale adventni koledar, ki se noter skriva plastelin oziroma ta Play-Doh testo. In vsak dan odpreva en okenček in ustvarjava. Full cute. Ja. In jutri bova odprle tega. In tega potem čez par dni. Bravo. Si pa naredila tega krasnega snežakca. Kako je lep. Wow. Te vse sva pa že. Bravo. Ura je 15:11 zvečer. Anžeta ni, ker je šel ven s prijatelji na vinček. Kako hiter mislite, da mi bo ratal tole postaviti tako, kaj na sliki. Da vidimo. Je Miklavž prinesel. Ja, Alma. Kaj si dobila? Kaj pa je tam? Miklavževo jutro. Mama je dobila svoj najljubši čaj. In veš, ko so ene stvari tako tipično decembrske, ko so tako v DNK zapisane, da so december. In to je ena od teh mandljev piškotek. Vsak let ga dobim decembra od Miklavža. Enostavno, ko povohaš tole, vohaš veseli decembr v vrečki. In seveda tudi šalica mora biti primerna. Little things that make me happy.
Dame in gospodje, letošnji plenarji, ne letošnji, kaj govorim, plenarji za 2025, zvesta sebi, špiralna in pa trda vezava, ravno kar sveže pečeni, sveže pobrani. Šibam na kratek tak mini photoshoot, da jih pofotkam in jih dam danes na spletno stran. Notor so afirmacije, torej vsak teden ima svojo afirmacijo, tako kot eno mini molitev. Zaslužim si finančno stabilnost in blaginjo, sem lepa in pametna ženska, kar je dobro si zapomnim, kar je slabo pozabim. Take misli, ki te bojo spremljale čez celo leto. Barvno je noter božanski, pač totalno take pozitivne, lepe, nežne, ženstvene barve, tako da toliko sem vesela, kako je izpadel. Oh my god. Zdaj pa šibam, da ne bom pozna, da me ne bodo čakali in se oglasim malo kasneje. Ja, Za par dni smo prišli na morje, sred decembra na morje se mi je zdela dobra ideja, zaradi tega, ker človek zamenja klimo. Zdaj tudi tle dežuje, tako da čakamo na sonček, do takrat gremo pa v bazena, ne? Se gremo kopat? Ja, če niste vedeli, ja? Jaz sem mislil, smo prišli pogledati, če imajo tle smrekce ali okrasijo borovčke. Borovčke. Noro, včerko mama, noro! Noro! 3, 4! Dobro jutro, zaspanci! Anže, hiter prid, kaj ti bo žal. Dobro jutro! Čup, 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 čup. A gremo na zajtrk? Ja! Oj, šprica, nazaj. Blok. Blok. O, blok. O, tata, daleč, vržič. Leskovar, kaj pa je to z obutvijo sred decembra? Blok. Je pa vse v redu, če je vrčka. Ja, ta mala, ja. Kaj imaš pa ti v but? Barvo nabiram. Ja. Še po kamene. Seriously. Seriously. Groundam se, a ne, da se malo zemljo povežam. O, bog. O, bog. Najna miška je zaspala. Mami bo malo prebrala tile knjige. Tata pa Iščem počitnico v januarju. vsak po svoje uživa. Mama, to sem jaz. Prideš v leta, ko si ne želiš nobenega darila iz trgovine, ampak si želiš sam malo miru, da nekdo za tebe skuha, da namest tebe pospravi. In tako, veš, take preproste stvari. Tako da prideš pol, prepeljaš celo familijo lepo v družinski hotel, kjer pač to naredijo, imaš all inclusive, na 3 ure, torej ješ, niti nisi lačen, pa spet greš jest, a ni luštan? Zelo luštan. O, še nekdo je prišel. Tako da, če nimaš ideje recimo za božička, mi lahko podariš za božička in mislim, da bomo vsi trije veseli. Nimam toliko denarja, da hotel kupam. A še nekdo je prišel! Kako mi gremo na večerjo? Takole. 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 Joj. In sam mi, noben drug. O tem govorim. Kakšno krasno darilo za mamo. Nekdo je skuhal in nekdo bo za njo pospravil. Nobenega dela, samo užitek. Kaj si ti pol skozi živiš v 5-zvezdičnem hotelu, tu doma? A kao, kad ti kuhaš pa? A dej, Leskovar.
Se hočeš tako prikupati, imam občutek, ne malo. Ja ne vem komu. Celim puncam, ki bojo gledale tale vlog. Kao Daddy of the Year. Večerna rutina je pa nespremenjena, ne glede na to, kje smo. Mama kupa, tata pa pravljice prebere. Šel k mami in tatiju in potem gre kam. Tako. Veš, da želve sam na trebuhu spijo. Zakaj? Je, ka po moje na hrbtu ne more. Še tata not. Evo, pa ima mir. Jaz grem pa na kavo. Čau, čau. Sam hitam se, seveda ne grem na kavo. Seveda vam bom delala družbo. Ena nič. Jo. Dva nič. To je dječja soba do 3 godina. Eno naenkrat. Mama pa tata nista normalna. Glava me boli, najraje bi se v resnici dala v pižamo in počasi pripravila na spanje. Ampak, midve z mojo najboljšo prijateljico sva uvedle, da glede na to, da sva obe mami in da se zelo malo vidva, sva si dale nekako za obljubo ena drugi, da hodva na dejte. In danes je ta dan, ko pač mi greva na dejt. Ta dejt je splaniran že tako 3 tedne vnaprej. Pravilo je, da vsakič povab ena. Nazadnje sva bile v savni in sem povabila jaz. Zdaj je povabila ona in greva nekaj dobrega pojest. In pižama bo pač mogla počakati še par ur. Se mi pa zdi to, no, tako, overall se mi zdi, da pač na konc dneva so najbolj pomembni odnosi in v resnici to vlaganje v odnose, v kvalitetne odnose si na konc naredimo uslugo in vlagamo sami vase, tako da mi ni žal. Tam včasih se je malo težko brcanturiti, ker pač bi bil, ne vem, rajš doma, pa da ti je udobno. Nič, šivam na večerjo, vas vzamem s sabo, ker pač v decembru vlogamo. Še nekaj, moram biti zelo iskrena. Tole je moj zadnji, najnovejši nakup, ampak moj zagovor zelo mi je všeč. Tako da sem prekršila pravilo, ki sem si ga dala, da do nadaljnega nič ne kupujem. To je to, kar sem hotela povedati. Stanovanje je že zgledal boljš, tako bom rekla, ampak tudi to bo vse počakalo in bomo to zrihtali malo kasneje. Zdaj gremo pa uživati. Leskovar, gospod Leskovar, vi ste pa čeden, ste bili pri frizerju, všeč mi je. Dej, hitro mi povej, kaj si napisal za Božička, da si želiš? Spoznati njegovo pomočnico. Babi, predajam štafeto. Kaj si želi za Božička? Prej dan. O, bogato, nauga, še dolg. Kuharce je treba pakirati. Deda? Deda pa ne bi se pri prazni mizi. Ja. Pa stoj. Evo ti voda, evo ti voda. Tamav? Cigare. Veliko njih. Cigare. O, koliko ste skromni, brez veze. Stoji. Tudi jaz imam seveda željo za Božička in sicer
Dobro, jaz imam kar ene par idej, kaj bi mi prav prišlo, ampak overall si pa želim, da bi letos za Božič padel sneg, da bi bilo ne tako malo, ampak da bi bilo ful zasnežen in da bi se zbudili v bistvu belo jutro in da bi se otroci šli ven sankat in kepat, majhni otroci, veliki otroci, vsi bi počeli isto, uživali bi torej v zimskih radostih. Dragi Božiček, če tole slišiš, zrihti. A si bila v šopingu? Ne. Ne? Ne. Ja, kako ne? Srečala sem enega moža s tako belo brado, Ja? rdečo kapo, Ja? v rdeči obleki. In je rekel? Zate. Zate. Da si bila pridna. Ja, mene pa nič ni ustavil. Zamislim se. Shit. Naslednji let pol. Ne, ni še prepozno, ni še Božič. Zato pa še ne vem, kaj je not. Ja, nič, it was fun. Ljubčki vlog tukaj končujem, zaradi tega, ker se mi zdi, da če bi snemala še Božič, pa potem vse skupaj uploadala tam 29. Noben v resnici ne mara gledati božičnih vsebin in decembrskih vsebin, ko je enkrat Božič mim, saj jaz sem taka. Tako da tukaj potegnemo črto. Vam želim ene čudovite, lepe praznike. Mi se gledamo v letu 2025. Jutri šivam s familijo na božične počitnice, na sneg gremo in se zelo veselim in se bom tudi sklopila in rechargeala. Tako da, that's all folks. Tole je goodbye za kratek čas. Mi se gledamo v januarskem vlogu naslednje leto. Rada vas imam, veliko daril, fajn bodite. Čau! Čau! Pa veliko potice. Daj pol pride Božiču. Zate ne pride, ker nisi bil priden. Kdo pa pol pride? Božička. Pomočnica. To sem mu napisal. Po dejtu.